državna blagajna potrebuje priliv novih sredstev in cene objektov pa so relativno ugodne. Tako se je lani, decembra lani, tudi je slovensko podjetje Apis Vita kupilo poljsko tovarno kisa in količice odpadčkov z 50 uslužbenci. Ko govorimo o aktualnih gospodarskih trendih na Poljskem, velja seveda pomeniti tudi povečanje zanimanja slovenskih podjetij za vstop na varšavsko borzo, o čemer je bilo že pregovora. Slovenski gospodarstveniki v čedalje večji meri prepoznavajo prednosti varšavske borze, ki so uveljavljale kot regionalni finančni center. Tako je 11. maja v Varšavi potekal slavnostni dogodek ob začetku trgovanja s delnico nove KBM na varšavski borzi. Odločitev nove KBM za nastop na varšavski borzi je povezano s dejstvom, da gre za največjo in najhitreje rastočo borzo v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Njene prednosti so predvsem njena velika kapitalizacija. Ta je konca leta 2010 znašala cirka 200 milijard evrov in dnevna likvidnost ter relativno visoka cena delnic, ki kotirajo na tej borzi. V nadaljevanju bi želela opisati nekatere gospodarske panoge, za katere menimo, da so perspektivne tudi za nastop tujih podjetij, vključno slovenskih podjetij za nastop na poljskem trgu. To so predvsem obnovljivi energetski viri, infrastruktura, logistika, jedrska energija, pa tudi avtomobilska industrija, bela tehnika, gospodinjski aparati in turizem. Ker zadeva obnovljive energetske vire, Poljska zaenkrat močno zaostaja pri izpolnjevanju zavez EU, ker zadeva delež obnovljivih energetskih virov v nacionalni energetski mešanici. Ta naj bi do leta 2020 dosegel 20%. S tem namenom Poljska investira veliko denarja tudi iz sredstev EU za izpolnjevanje zavez in ciljev, ki jih predvideva EU. Kot rečeno, finančne sredstva so na razpolago v skladu EU. 16 regionalnih operativnih programov obstaja poleg različnih programov vlade. Kot najperspektivnejše se šteje razvoj vetrne energije, gre za najhitreje razvijajoči se segment na področju obnovljivih energetskih virov na Poljskem, področje sončne energije, vključno na področju fotovoltaike, ter predvsem gradnja bioplinskih naprav. Saj pri tem igra pomembno vlogo dejstvo, da je Poljska država z močno kmetijsko proizvodnjo, ki se znotraj EU uvršča na 3. mesto glede na zalogi biomase. Tuja, predvsem nemška in španska podjetja, se zavedajo številnih priložnosti povezanih s investicijami v moderno okoljsko tehnologijo na Poljskem. V zadnjih letih je tako Nemčija postala glavna partnerica pri prenosu izkušenj, predvsem kar zadeva področje gospodarjenja z odpadki in investicija v okoljevarstveno tehnologijo. S ciljem večje diversifikacije energetskih virov, zmanjšanje emisij CO2, pa tudi zmanjšanja energetske odvisnosti od Rusije, Poljska trenutno načrtuje gradnjo 2 nukleark. Ena od teh naj bi bila zaključena do leta 2020. Vsaka od teh nukleark naj bi imela zmogljivost po 3000 MW in vse skupaj so predvidene investicije v višini 10 milijard evrov, kar seveda odpira nove priložnosti tako za domače kot tudi tuje investitorje. Kot sem že omenila, tuji investitorji omenjajo predvsem slabo razvito cestno infrastrukturo, ki dejansko ovira ne samo njihovo poslovanje, ampak tudi poslovanje poljskih domačih podjetij na poljskem trgu. In zato so predvsem v okviru priprav na Evropsko nogometno prvenstvo Euro 2012, ki bo Poljska gostila skupaj z Ukrajino v prihodnjem letu, trenutno potekajo številni infrastrukturni projekti. Naprimer se trenutno gradi avtocestna povezava, ki naj bi povezovala po eni strani Varšavo z nemško mejo in do leta 2015 naj bi bila zaključena tudi avtocesta iz Varšave do beloruske meje. Prav tako v celoti so trenutno v teku posodobitev oziroma gradnja hitrih cest v skupni dolžini 1200 km, avtocest v dolžini 620 km, pa tudi različnih obvoznic in hitrih cest.
Kar zadeva izgradnjo železniške infrastrukture, Poljska tudi načrtuje projekt izgradnje hitrega vlaka po vzorcu francoskega TGV-ja, ki naj bi vozil na relaciji Varšava, Łódź, Poznań in Wrocław. Prav tako pa je načrtovana tudi vzpostavitev nadaljnje povezave s Šlezijo, ki predstavlja industrijski center Poljske in s Krakovom. Poljska tudi podpira projekte z področja intermodalnega prevoznega sistema ter razvoja transportnih koridorjev za železniško tovorjenje. Možno je tudi sofinanciranje pri gradnji logističnih centrov in zabojniških terminalov ter pri nabavi tehnične opreme. Trenutno so Poljski predvsem za posodobitev cestne infrastrukture na voljo ogromne vsote denarja. Kot podatek samo to, da ima recimo Ministrstvo za infrastrukturo načrtuje v tem letu za gradnjo cestnih povezav ima na razpolago 9 milijard evrov, v prihodnjem letu še 7 milijard in leto 2014 3,5 milijarde. Seveda veliko tega denarja tudi sofinanciranega iz skladov EU. Zaenkrat ni jasno, koliko sredstev bo Poljska črpala v naslednji finančni perspektivi EU, vsekakor pa verjetno manj kot doslej. Tudi na področju logistike je Poljska zaradi centralne geografske lege idealna lokacija z logistične dejavnosti ter odskočna deska za nadaljnjo širitev dejavnosti domačih in tujih podjetij na druge države Vzhodne Evrope ter naslednice bivše Sovjetske zveze. Naj omenim, da skozi Poljsko vodijo 4 pomembni prometni koridorji. Na Baltiku se nahajajo pomembna pristanišča, to je Svinušče, Ščečnik, Gdynia in Gdansk, ki so povezani z najpomembnejšimi mednarodnimi pristanišči. Tako da tudi na področju logistike obstaja veliko potenciala, predvsem na tem področju je tudi zelo dobro izobražena delovna sila in ko bo Poljska zaključila modernizacijo svojega cestnega železniškega omrežja, bo seveda privlačnost Poljske na tem segmentu toliko večja. Drugi pomemben sektor, ki nudi veliko potencialov, je seveda avtomobilska industrija. Poljska predstavlja namreč enega od glavnih proizvajalcev motornih vozil v Evropi. Svoje obrate imajo med drugim Fiat, Auto Poland, Opel Poljska, General Motors, MAN, Isuzu, pa tudi proizvajalci komponent, kot so Delphi, Brembo in Magnet Marelli. In največ delovnih mest ustvarjenih z proizvodno avtomobilskih komponent, z proizvodno motorjev in voznih podstavkov ter električno opremo. Seveda se je tudi poljska proizvodna oziroma poljska avtomobilska industrija čutila negativne posledice finančne in gospodarske krize, saj je prodaja vozil upadla, ampak predvsem naraščajoči in okrepljeni srednji sloj na Kitajskem odpira ogromno priložnosti srednje in kratkoročno, saj predvsem Kitajci, srednji sloj se zanima za nakup evropskih vozil, ki jih smatra za prestižne in kvalitetne. Kar zadeva področje bele tehnike, gospodinske aparate in elektronike, je Poljska eden od najpomembnejših evropskih trgov za elektroniko, je namreč največji proizvajalec LCD zaslonov ter drugi največji proizvajalec gospodinskih aparatov v Evropi. Kot podatek velja omeniti, da eden od 3 v Evropi prodajnih aparatov je bil proizvoden na Poljskem. Tako imajo svoje obrate največji proizvajalci gospodinskih aparatov, kot naprimer Bosch Siemens, Electrolux, Amica in Desit. Razlog za to so spet seveda odlična geografska lega države na križišču pomembnih prometnih koridorjev in poti v Evropi, ki povezujejo sever, jug in vzhod in zahod. Zelo dobro izobražena in cenovno relativno ugodna delovna sila ter dostop skupnega evropskega trga. Kot zadnjo bi želela omeniti tudi področje turizma, saj menimo, da na tem področju obstaja še ogromno neizkoriščenih potencialov za bilateralno gospodarsko sodelovanje. Poljaki žal Slovenijo zaenkrat poznajo pretežno le kot tranzitno državo na poti na Hrvaško in potencial vidimo predvsem na področju zimskega turizma. Podatek velja omeniti, da 10% Poljakov sebe deklarirajo kot aktivni smučarji, to pomeni, to je 4 milijone ljudi, ki pa zaenkrat žal hodijo pretežno samo v Avstrijo pa v Italijo.
In potencial vidimo tudi v skupnih investicijah, poljskih, slovenskih investicijah na področju turističnih objektov, kot recimo moderne in wellness turizem. Zaključno bi nekaj želela tudi predstaviti, kako slovensko veleposlaništvo v Varšavi pomaga slovenskim podjetjem pri prodoru na poljski trg. Mi redno obveščamo na spletni strani Jaktija, izvozno okno, ki ga verjetno vi tudi poznate, in preko depešnega sistema, pa tudi direktno po e-mailu o poslovnih priložnostih, investicijskih priložnostih, o aktualnih gospodarskih trendih, pa tudi o konkretni vrsti pomoči, ki jo recimo nudi Poljska agencija za promocijo tujih investicij PAIS in druge agencije tudi tujim podjetnikom, ki želijo prodoriti na poljski trg. Na veleposlaništvu smo tudi pripravili seznam angleško govorečih, večjih pisarn in agencij, ki pomagajo tujim investitorjem in tujim podjetjem, ki želijo poslovati s Poljsko. S ciljem zaznanitve s poslovnimi in investicijskimi priložnostmi, ki jih nudita slovenski in poljski trg, smo lani v sodelovanju z Jaktijem in z regionalnimi gospodarskimi zbornicama v Krakovu in v Katovicah organizirali dvodnevno slovensko-švedsko poslovno konferenco, ki se je udeležilo preko 80 slovenskih in poljskih podjetnikov iz področij, kot so obnovljivi energetski viri, avtomobilska industrija, logistika, turizem in tako naprej. In za sodelujoče podjetja smo organizirali direktna business srečanja, matchmaking, tako da so lahko navezali prve stike in iz katerega upamo se tudi razvilo sodelovanje. In iz tega vidika naše veleposlaništvo tudi pozdravlja pobudo GZS-ja za organizacijo tovrstnega dogodka tudi na drugih koncih regijah Poljske. Zamenimo in upam, da je bilo tudi to jasno, da je moja predstaviti, da Poljska ponuja številne priložnosti tudi za slovenske podjetje. Hvala.